Dragi gledalci, dragi poslušalci naših omrežij, lepo pozdravljeni. Spet snemamo novo oddajo zopet o športu, kar lahko sklepate verjetno iz žoge, ki jo vidite tu med nama. In seveda žoga, zakaj? Seveda, ker bomo govorili o nogometu. Namreč v nogometu danes oziroma v teh dneh potekajo ena najpomembnejših stvari, kaj se evropskega nivoja tiče, namreč Evropsko prvenstvo v nogometu v Nemčiji, kamor se je slovenska reprezentanca uvrstila zopet po 24 letih. To je skoraj najvišje nogometno tekmovanje, ne. Imamo še svetovno prvenstvo, pa olimpijske igre, tu so neke manjše razlike. Na svetovno smo bili nazadnje pred 14 leti. Torej luknja med dvema svetovnima prvenstvoma je zdaj še nekaj je prostora do teh 24 let, kolikor je bilo razlike med dvema udeležbama na Evropskem nogometnem prvenstvu. Malo širše bova govorila o nogometu kot o nekem svetovnem dogajanju, namreč počasi se približujemo 100. obletnici prvega svetovnega prvenstva, ki je bilo v Urugvaju leta 1930. Moj sogovornik je, kadar seveda beseda nanese na šport, Peter Mikša. Moderna olimpijska doba se je začela leta 1894 oziroma z igrami potem leta 1996. Tudi nogometna zveza je relativno v tem času nekako nastala, ne? Ampak recimo prvo svetovno prvenstvo v nogometu je bilo šele potem leta 1930, kar je kar precej dobe od nastanka neke mednarodne institucije pa potem ustanovitve nekega prvenstva. Svetovni prvenstvi imamo potem kakšne presežke, ne, recimo, ki so danes neizvedljivi, ne. Recimo danes bi ne bi mogli, ker ni štadiona, ne. Recimo na Maracani v Rio de Janeiro na tekmi med Urugvajem in Brazilijo 16. julija 1950 je bilo menda na stadionu 200.000 gledalcev. To je nepojmljivo, danes ni stadiona, ki bi imel toliko gledalcev, ne. Pa recimo, ne, neka nenavadna zgodba, ne. Seveda za tiste čase pa običajna, ne. Potovali so z ladjo v Urugvaj, ne, pa potem treningi na ladji pa tako naprej, pa so se menda evropski nogometaši kljub vsemu zredili za neke kilograme, pa bili potem malo počasnejši na tekmah ali pa še kaj drugega je bilo zadaj, ne. Ali pa recimo, ne, božja roka Diega Maradone na svetovnem prvenstvu v Mehiki 1986 na tekmi z Anglijo, ne, ki je seveda evidentno bila roka, ne, pa je zadeva vseeno ostala, ne. Ampak dajva zdaj mogoče malo o času, ne. Kako to, da je glede na to, da je Svetovna nogometna zveza nastala leta 1904, poteklo še 26 let do nekega vsesvetovnega, torej nogometnega dogodka, svetovnega prvenstva v Urugvaju? Ja, najprej lep pozdrav, drage gledalke, dragi gledalci oziroma poslušalke, poslušalci, če ko bo to na podcastu. Hvala Bojanu za povabilo oziroma za idejo, da pokramljamo malo o nogometu, katerega euforijo smo bili sedaj na nek način deležni tudi pri nas na višku, ne, ko je naša reprezentanca uspešno sodelovala na letošnjem Evropskem prvenstvu. Evropskem prvenstvu v nogometu, ki je, lahko rečemo, eden glavnih športnih dogodkov, pa ne samo športnih, ampak globalnih dogodkov na svetu, kljub temu, da se dogaja na stari celini, ampak tako, kot je bilo že rečeno, svetovno prvenstvo je pa še nekaj več, ne. Svetovno prvenstvo je po podatkih v zadnjih 30 letih, po odmevnosti, po spremljanju, po pač vseh teh parametrih prehitelo letne olimpijske igre. Letne olimpijske igre, ki so seveda še močnejše od zimskih, ker pač sodeluje tam več ljudi in so na nek način veljale kot največji dogodek na svetu. Torej danes govorimo o svetovnem prvenstvu v nogometu kot o največjem dogodku na svetu. Več denarja, ne? Več denarja in če se, ne, torej kdor se tja uvrsti, to je resnično velik dogodek.
S tem zvezi je dobro iti na nek način, malo nazaj, kot mi zgodovinarji pravimo, nazaj k koreninam. Poglejmo, v bistvu, kje se zadeva začne. Slišali smo leto 30, Urugvaj, prvo svetovno prvenstvo, olimpijske igre, letne seveda že od leta 1896. S tem, da je, o tem še bomo kasneje, nogomet že bil prisoten na olimpijskih igrah od leta 1900 naprej. V kontekstu nacionalnih tekmovanj, torej reprezentanc, pa od leta 1908. Torej, kje in kako, Kdor spremlja nogomet, evropsko svetovno prvenstvo, vsaki 2 leti se to dogaja, lahko vsakič, sploh ko sodelujejo Angleži, posluša tisto krilatico, It's coming home, torej vrača se domov, letos je to leto, ko se bo nogomet vrnil domov. Zakaj zdaj to domov? V osnovi je seveda tukaj mišljena letnica 1966, ko so Angleži postali svetovni prvaki, ampak zadeva je še na nek način retrospektivno gledana, mišljeno kot to, da se je moderni nogomet, kot ga poznamo danes, začel v Angliji. In sicer, zdaj, če gremo malo po... Tukaj mora biti par faktov, tako da bomo razumeli in kasneje pridemo do tega 1930. leta. Leto 1863 se datira kot v bistvu nastanek modernega nogometa. Takrat so v Cambridgeu zapisali pravila, torej Angleži so se igrali nogomet, dobro, igrali so se že tisočletja prej na nek način nekaj podobnega kot je nogomet, ampak Angleži so takrat že precej resno se šli ta nogomet, podobno kot ga poznamo danes. In leta 1863 se dogovorijo, da bojo postavili pravila, standarde nogometne igre. To je v bistvu tudi leto, ko na nek način se razdelita rugby in nogomet. Torej, lahko rečemo, da je to datum nastanek modernega nogometa. Takrat določijo osnovna pravila nogometu, torej, da ne smemo prenašati žogo z rokami, da spotikanje ni dovoljeno, brcanje seveda nasprotnika, vse to so prekrški, prenašanje žoge, torej vsak dotik žoge je na nek način prepovedan. Tako začno nastajati nacionalne nogometne zveze, najprej, kot že omenjeno, angleška, ki sledi potem seveda na otoku, ko se najbolj dogaja, škotska, pa Wales in tako naprej. Tudi stara celina je tukaj v bistvu že zelo aktivna. Še pred zadnjim desetletjem 19. stoletja je že nogomet prepoznan v Evropi kot šport, tekmovalni šport z nacionalno zvezo v Nizozemskem, Danskem, Švici, Belgiji, Italiji, Nemčiji, Madžarski in tako naprej. Tudi zunaj Evrope, Nova Zelandija že 1891. leta, Argentina 93, Čile 1895 in Urugvaj 1900. Torej, lahko si predstavljamo, da to na nek način že vodi do poskusa neke organizacije, kjer bi se postavila neka mednarodna športna, torej nogometna zveza, ki je potem ustanovljena 1904. leta. Ampak še par podatkov, ki se mi zdeli zanimivi. Angleži že 1888. leta ustanovijo nogometno ligo, to pomeni ligo, tekmovanje, prvenstvo, ki pač je vsako leto in tako naprej. Prva mednarodna tekma je bila izvedena 1872. med Angleži in Škoti. Še nekaj. V konec, v bistvu torej rečemo od cambridgeških pravil 1863. leta pa do na nek način konca tega stoletja pride do več pomembnih do sprejetja več pomembnih pravil, mogoče samo par, da jih naštejem, ki so danes ključni za ta nogomet, ki jih poznamo. In sicer 1879. leta pride do sprejetja zakona, torej pravilnika, da je na igrišču na vsaki strani lahko 11 igralcev. Potem imamo določitev velikosti igrišča 1871 in prepoved igre z roko. Torej imamo že jasno določeno v pravilih,
vratar 1872, prav določeno mesto in ne, ko pride Anglija v mednarodno nogometno zvezo, slišali smo prej, 1904. leta se ustanovi mednarodna, ne FIFA današnja, ampak brez Angležev, ne, ker Angleži so rekli, čakajte malo, mi smo začetniki nogometa, ne, mi bomo določali kako pa kaj, ne, in so bili na nek način malo užaljeni, ampak vseeno so kasneje prestopili in so določili v bistvu ta pravila. Mimogrede še pomemben podatek, ne, offside, ne, 1925. leta. To so v bistvu taki, kako bi rekel, prelomne letnice z nekimi pravili, ki so naredile današnji modern nogomet. V Parizu torej se ustanovi 1904. leta FIFA, mednarodna torej zveza za nogomet iz 7 držav, Francije, Belgije, Danske, Nizozemske, Španije, Švedske in Švice, torej brez Anglije, ne, kot smo že slišali, ker so bili malenkost užaljeni na začetku, vseeno se v bistvu po enem letu vključijo. Po drugi, zakaj postane in kdaj postane nogomet na nek način tako zelo popularen, ne, čez lužo, torej v Ameriki. Na nek način je prelomno obdobje Prva svetovna vojna v Evropi, ki zavre nogomet, razvoj nogometa, lige in tako naprej. V tistem času pa na nek način doživi razcvet v Južni in Severni, ampak predvsem Južni Ameriki. Potem po letu, po drugi svetovni vojni v Evropi ponovno, konkretno, ampak zdaj smo že pri drugi. Konkretno ponovno zaživi nogomet v obliki, kot ga poznamo danes, konec koncev se takrat potem ustanovi tudi UEFA, ne, torej Evropska mednarodna zveza. In zdaj smo po tem uvodu prišli šele na tole vprašanje tvoje, zakaj prvo svetovno prvenstvo šele leta 30. Omenil sem že, da je bil nogomet prisoten na nek način kot tekmovanje že na olimpijskih igrah 1900, pa potem 1904 kot v bistvu tekmovanje klubov, sicer iz večjih držav, ampak na nek način so bili takrat prisotni tam klubi. 1908. leta, kakopak v Londonu, ne, na olimpijskih igrah, ne, torej spet, ne, je prišel nogomet nazaj, pa sodeluje že 8 reprezentanc, državnih reprezentanc, ne moremo reči državnih reprezentanc, ker so bili Čehi, ne, takrat zraven, reprezentanca Češke, ki je bila seveda takrat v sklopu Avstro-Ogrske, ampak Čehi so imeli lahko takrat že svojo reprezentanco. O tem smo, mislim, da že celo govorila na pogovoru o olimpijskih igrah, če si bojo gledalci lahko bolj konkretno to temo pogledali in ne, kdo je zmagal na prvih takih olimpijskih igrah, te nogometnem tekmovanju, ne, Angleži, ne, tako mimo grede. No, v tistem času je bil eden pomembnejših funkcionarjev nogometnih, Francoz Jules Rimet, ki je to lepo igro, ki se je v bistvu zelo dobro prijela že na olimpijskih igrah, na nek način želel osamosvojiti, ne, torej, da bi postalo to samostojno prvenstvo. Prej je bilo že rečeno, vmes pride Prva svetovna vojna, ki zavre nogomet, v Evropi pride velika gospodarska kriza, ne, v 20 letih in na vrhuncu, lahko rečemo, te velike gospodarske krize, ki je po eni strani tudi zavrla olimpijske igre, ne, vemo, ne, naprimer, da v 30 letih so olimpijske igre bile izvedene precej skromno ali pa malo številno, ker države, če je bilo tekmovanje čez, niso preprosto morale izvesti potovanje in tako naprej. Ampak ne, prvo svetovno prvenstvo v nogometu se izvede v Urugvaju 1930. leta, kar pomeni, da če si želel sodelovati, si iz Evrope moral potovati tja, ne? Ampak ne, 1930 je v bistvu eno tako pomembno leto za Urugvaj, ne? 100 let v bistvu osamosvojitve in takrat so nekako se dogovorili tudi z dobro ponudbo, ne, da krijejo vse stroške in tako naprej, če izvedejo prvo svetovno prvenstvo pred njih. Ne. Zadeva je bila izvedena, ne,
iz Evrope sicer so se tekmovanje udeležile zgolj 4 reprezentance, Francija, Belgija, Romunija in Jugoslavija. Skupaj je bilo vsega skupaj 13 držav, ampak Evropsko prvenstvo je načeloma bilo uspešno. Mimogrede, ne, prvi tekmi istega dne, ne, med Francijo in Mehiko si je ogledalo 3000 gledalcev. Istega dne je bila tekma tudi med ZDA in Belgijo, kjer je bilo 10 000 gledalcev. Ampak pozor, finale, v katerem je igral domačin Urugvaj in Argentina, torej med Urugvajem in Argentino, pa si je ogledalo prvo svetovno prvenstvo v nogometu 93 000 gledalcev. To pomeni, da je že v tistem času nogomet bil resnično ena pomembnejših, mogoče še ne tako čistlanih nekih športnih disciplin ali pa šport kot, ne vem, telovadba, mogoče v tistem času, ne, in podobne, atletika, ampak dejstvo je, da so ga gledalci, ljudje sprejeli absolutno kot svojega. Ne. Torej govorimo skoraj o številki 100 000 na prvem svetovnem prvenstvu, ne, tako mimogrede. Zdaj, že si ti omenil, ne, Jugoslavija se udeleži prvega svetovnega prvenstva, nenavadno, recimo malo revnejša država. Romunija tudi nekaj, bog si ga vedimo, finančno krepkejša, ampak tudi ona, ne, pa še 2 malo močnejši iz Evrope. Ne. Je pa jugoslovanska reprezentanca recimo odigrala kakšne zanimive, pomembne tekme, vloge na teh prvenstvih. Recimo, jugoslovanski reprezentanci je, na nek način je to čas, čeprav pravzaprav po nekim strukturi razporeditve tekem se je to pač zgodilo, ne. Recimo odigrala je z Brazilijo, ne, ker pa je tekma, ne, Jugoslavija-Brazilija, otvoritvena tekma svetovnega prvenstva v Zvezni republiki Nemčiji leta 1974. Ne. No, mimogrede, na tem svetovnem prvenstvu je Jugoslavija dosegla tudi največjih zmag. Ne. Premagali smo Zaire z 9-0. Ne. Jugoslovanska reprezentanca je, kot rečeno, bila v Urugvaju. Se pa, na primer, tako kot si upozoril, ne, podobno kot mnoge države, recimo pa Jugoslavija pa ni udeležila letnih iger olimpijskih v Los Angelesu 2 leti kasneje. Tako da zanimivo, da je nogomet bil tako močan, da so ga podprli na tej poti prek Atlantika, pa na drugi strani čez 2 leti pa ne. Seveda je bila kriza že močnejša, leta 32 je stvar precej močnejša. Ne? No, mimogrede, ne, za tiste, ki malo bolj poznajo, pa ne zgolj nogomet, ampak tudi filmografijo, ne, o udeležbi na svetovnem prvenstvu jugoslovanske reprezentance, na svetovnem prvenstvu v Urugvaju, ne, sta 2 filma, ne, tam Montevideo, Bog te video, pa Montevideo, vidimo te. Ne. Kako je zdaj, malo več, ne, torej jaz sem zdaj samo nekaj drobcev navedel, ne. Kako je zdaj z uspehi jugoslovanske reprezentance na svetovnih prvenstvih? Bili smo na prvem, pa na tudi mnogih kasnejših, ampak kako pa je kaj z uspehi, z uspešnostjo teh nastopov? Ja, dobro vprašanje, ki na nek način se lepo prepleta z realnostjo nogometa. Mi sploh, ki smo še rojeni v nekdanji Jugoslaviji in smo bili priča na nek način nogometu, ki nas je spremljal vse povsod, bi lahko v bistvu precej brez velikih debat rekli, da je bil nogomet glavni šport v Jugoslaviji. Kljub temu, govorimo o ekipnih športih, pa celostno gledano, verjetno kar glavni šport Jugoslavije. Ne? Kljub temu, da so imeli košarkaši jugoslovanski izjemne, morda v bistvu še boljše rezultate, rokomet, vaterpolo. Hočem reči, nogomet je ena taka zgodba, ki nas je spremljal povsod, ki je bil v bistvu naš. Tudi zavest, da smo Jugoslovani zelo dobri, ne? Da smo v bistvu Jugoslovani evropski Brazilci ali tako nekako, ne? V svojem stilu in tako naprej. Zanimivo je, ne? Ja, da že v bistvu imamo v kolektivni zavesti jugoslovanski, torej v neki zgodovini, zgodbo prvega svetovnega prvenstva. Na koncu koncev filmi o prvem tekmovanju so nastajali in tako naprej. Mogoče nam je bolj živ ali pa
prisoten v zavesti Montevideo, Bog te videl, konec koncev tudi zaradi odlične glasbe Magnifica, ki je naredil soundtrack za to zgodbo. Ja, torej, na prvem tekmovanju, ko se začne svetovno prvenstvo, sodeluje že reprezentanca tedanje kraljevine Jugoslavije. In načeloma lahko rečemo, da najbolj uspešno, kar se rezultatov na svetovnih prvenstvih tiče, ne, bili so četrti, ne, čeprav glede tega je precej polemik, govori se celo, da v Beogradu še obstaja bronasta medalja, kljub temu, da ni bilo polfinala odigrana. Kakorkoli že, ne, torej Urugvaj zmaga to prvo svetovno prvenstvo. Jugoslavija naj bi igrala tekmo za tretje mesto z ZDA, ampak zaradi takšnih in drugačnih razlogov ta tekma ni bila odigrana. Nekje se govori, da pač sploh ni bila predvidena. Najbolj glasneje je bilo rečeno, da Jugoslovani niso želeli igrati, ker so bili užaljeni zaradi sojenja na prejšnji tekmi, ko so visoko izgubili od Urugvaja. Verjetno je nekaj na tem, da je bilo sojenje precej pristransko. Glavna težava tega prvega tekmovanja pa je na nek način že omenjena težava z kilažo, ne. Naši nogometaši so šli na pot z ladjo. Težava je bila že s tem, da na ladji na nek način ne moreš konkretno trenirati in tako naprej. Ampak ne, jaz sem našel en zanimiv citat z enega od udeležencev, in sicer Milovana Jakšiča, ki je napisal oziroma nekoč rekel tole, ne. V hotelu smo imeli hrane v izobilju, točili so tudi šampanjc, jedli smo zajtrk, kosilo, večerjo in še 2 zajetni malci vmes. In ne, naša reprezentanca je bila glede na tehtanje pred odhodom težja, na tekmo pred Urugvajem težja za 140 kg, kar je izračunano na nek način, da je vsak reprezentant se v povprečju zredil za 12 kg v tem mesecu dni do tekme z Urugvajem, ki so jo visoko izgubili. To smo že slišali, ne. Torej, težko si je predstavljati, ne, teh 12 kg, kako je to sploh možno, ne? Dejstvo pa je, da so verjetno bili res fizično slabše pripravljeni in posledično je uspeh bil slabši. Kar se Slovencev tiče, ne, oziroma na splošno nogometa, bila je že afera na prvem nogometnem prvenstvu. To se je v Jugoslaviji zelo pogosto dogajalo, ne, torej hrvaški nogometaši ali pa rečemo klubi niso bili vključeni zaradi spora v reprezentanco. Govorimo pa o 3 najpomembnejših klubih, ki so bili takrat državni prvaki v Jugoslaviji, torej Građanski, Hajduk pa Konkordija, ne. Posledično tudi Slovenc golman Građanskega, Maksimilijan Mihelčič, ni sodeloval, bi pa po neki osnovni, kako bi rekel, po pričakovanjih bil tam, ne. Torej, sodelovali so zgolj srbski nogometaši. S nogometom je bilo skozi na nek način veliko špetira v kontekstu jugoslovanske zgodbe, ampak če se vrnemo čisto na fakte, torej jugoslovanska reprezentanca je kot predstavnica Kraljevine Jugoslavije oziroma kasneje, ne, Socialistične federativne republike Jugoslavije od leta 30 do leta 90, ko zadnjič nastopi v Italiji, 8-krat nastopila na svetovnih prvenstvih, kjer je kot najboljšo uvrstitev 2-krat dosegla 4. mesto, torej že omenjeno leto 30 in leto 62, bodimo pozorni, torej 62. leta 4. na svetovnem prvenstvu, 4-krat je nastopila na evropskih prvenstvih, ki se šele v 60 letih začnejo, ne, kar pomeni, da je načeloma bila precej pogosta udeleženka. Torej na evropskih prvenstvih je 2-krat osvojila naslov evropskega podprvaka, 60 in 68, ne, 62 pa smo 4. na svetovnem, pa na olimpijskih igrah je osvojila 1 zlato medaljo, 60, in 3 srebrne medalje, 48, 52, 56, ter bronasto medaljo leta 86. Pomeni, da so v bistvu vsi uspehi izvzemši, torej letom 30 in letom 86, vezani na 50. in 60. leta, kar pomeni, da smo takrat Jugoslovani imeli precej močno in uspešno reprezentanco. In potem na nek način do 80. let
Ni bilo konkretnih uspehov, je pa res, da je torej 86. leta mladinska reprezentanca, lahko rečemo, ne, na olimpijskih igrah dosegla ta uspeh in to je generacija, ki je potem konec koncev tudi 91. leta postala prvak, ne, danes bi rekli, je osvojila Ligo prvakov, ne, torej Crvena zvezda, ko zmaga v finalu. Torej, generacija, ki je prihajala, je kazala potencial za kaj več, ne? Ampak ne, Jugoslavija je razpadla. Jugoslavija je konec koncev razpadla prav na nogometnem športnem igrišču, ne? Če se spomnimo znamenitega derbija, ne? Na Maksimirju, Crvena zvezda, Dinamo, ko pride, ko v bistvu te napetosti na nek način, ki so se začele v Jugoslaviji, nacionalne napetosti eskalirajo, ne? Z resnično velikimi takšnimi in drugačnimi izpadi, predvsem najprej med Delijami in Bad Blue Boysi, ki se prenese na igrišče med igralce in tako naprej. Ampak pozor, ne, kako pomembna stvar je bil nogomet v Jugoslaviji, pove tudi izjava Sarajevčana. Faruk Hadžibegović je bil dolgoletni jugoslovanski reprezentant na svetovnem prvenstvu 90. ko smo igrali v četrtfinalu z Argentino in to zelo uspešno, ne. V reprezentanci argentinski je takrat bil, lahko rečemo, že na višku ali pa malenkost mogoče že vpadel Diego Armando Maradona in naši jugoslovanski reprezentanci, naši tudi, ne, takrat izpadajo po streljanju 11 metrov, kljub temu, da so skoraj celo tekmo odigrali z enim igralcem manj, ker je pač bil izključen en naš obrambni igralec pri, mislim, da prodorom Maradone naj bi ga in je dobil rdeč karton. Kakorkoli, Faruk Hadžibegović, ki je mimogrede zgrešil en od teh torej kazenskih strelov, penalov, ne, po domače, je izjavil oziroma je še danes prepričan, da bi se morda lahko izognili vojni v Jugoslaviji, ne, to se ve, kaj bi, če bi plavi, ne, kot je bilo ime jugoslovanske reprezentance, se takrat preko Argentine uvrstili v polfinale mundiala. Torej, nogomet je na nek način držal močno skupaj Jugoslavijo, torej pomembnost, ne, torej nogometa v Jugoslaviji, da je bilo na nek način to lepilo, po drugi strani je pa to tudi tisto, ne, kar je potem sprožilo, ne, seveda koncept zelo široke druge zgodbe, ampak to je tisto, kar so ljudje najbolj občutili, ne. Eno je slabe razmere, kriza, denarna restrikcije, inflacija, ampak nogomet je bil tista stvar, ki te je na nek način za vikend držal skupaj, ne, in ko je še to razpadlo in počlo, ne, je počla tudi Jugoslavija. Z nogometom pa Jugoslavijo je tudi tisto na dan smrti Tita. Bila je nedelja, ne, in tako prekinjena tekma, jokajoči igralci, kar je seveda 11 let prej. Ne. Tako. Omenil si že enega Slovenca, ki bi potencialno lahko udeležil se prvega že svetovnega prvenstva v nogometu. Ne. Slovenci vemo, v obdobju Jugoslavije je to malo stereotipno, ne. Vi ste skijaši, niste vi za futbal, če prevedemo, torej mi ne smučamo, nogomet je pa za druge, ne. So bolj sposobni za to, ne. Čeprav pravzaprav je pa res, da smo pa Slovenci tudi v kolektivnih športih sodelovali v reprezentancah, ne, tudi v nogometu, ne. Mimogrede, na tisti tekmi, ki sva jo že prej omenila, ne, z Zairom leta 1974, enega od golov dal Branko Oblak, ne. Eden najboljših slovenskih nogometašev, kasneje seveda tudi uspešno kariero pri Bayernu v Münchnu, kar ni za odmet, ne. Pa recimo spomnimo se uspešnih Katančevih nastopov v 80. letih. Mislim, da bi on tudi v tisti ekipi, ki je na olimpijskih igrah dobila medaljo, ne. Koliko nas je zdaj kaj bilo, kakšen delež Slovencev je kaj igral v reprezentancah, ne. Sploh recimo morda, ko si omenil tista odlična obdobja, druga polovica 50 pa 60. leta, ne, je takrat kakšen, ne, ker Olimpija mislim, da v tistem času niti ni v prvi ligi, nobenega slovenskega kluba ni v prvi ligi, ne. Olimpija pride v prvo ligo tam v 60. letih šele, ali se motim? Ja, lepo je bilo že omenjeno v tvojem napovedniku dejstvo,
da smo Slovenci, Zmajčeki, Janezi, kakorkoli že so nas poimenovali, naši južni brati, bili na nek način precej malo vidni, kljub v bistvu dobrim posameznikom, malo vidni v kolektivnih športih Jugoslavije. Zdaj, na to je seveda več stvari vplivalo, konec koncev tudi bazen, od koder se je črpal, ne vem, slovenski nogomet napram nekemu srbskemu ali pa hrvaškemu, tudi tradicija, konec koncev nogomet v nekdanji Jugoslaviji, če gledamo republike nekdanje, se je začel na Hrvaškem, pa Srbiji, in mi smo precej proti koncu razvoja, kljub temu, da smo bili blizu Dunaja, Prage, ki na nek način prinesete k nam zadevo. Torej, tradicija je bila slabša na Slovenskem. Nogomet, bazen nogometni je bil slabši. Centri nogometni so bili v Beogradu ali Zagrebu. Zveza je bila v Beogradu. Konec koncev je to tudi, da je zveza bila v Beogradu, je bil ta spor, ki smo ga že omenili 30. leta, zato niso hoteli sodelovati hrvaški, ker so tedaj zvezo prenesli v Beograd. Torej, po drugi strani so nas tudi drugi imenovali za skijaše, za planinare, lude Slovenci, koji skijo, idu v planine ljeti i zimi in tako dalje. In mi smo to sprejeli. To je na nek način v 50-ih, 60-ih, predvsem pa v 70-ih letih bila precej mantra slovenska, da smo pa mi, kje smo zdaj mi malo drugačni od naših bratov, kje smo drugačni, kaj imamo mi tisto, kar nimajo oni. In pa smo ugotovili, da imamo zimske športe, planinstvo, alpinizem in tako naprej. In smo na tem gradili identiteto, ki je potem, lahko rečemo, višek doživela v 80-ih letih, konec 80-ih letih, tik pred osamosvojitvijo in tako naprej. In posledično smo tudi zato malo zviška gledali na kolektivne športe, nogomet. Še ta nogometna percepcija Slovencev je še danes v bistvu malo tako omalovažajoča, kljub temu, da ne temelji na realnih podatkih. Ampak seveda, ker smo mi gradili zgodbo na nekih drugih športih, kjer smo bili uspešnejši, smo rekli, se to poznamo, tisto zgodbo o lisici pa grozdju, ki visi gore, visi visoko na trti in lisica ne pride do njega, in na koncu reče, se me ne zanima, itak je kislo. Tako smo nekako mi gledali na ta nogomet, ker nismo prišli zraven, ker nismo imeli tako močnega vpliva pri tem, smo rekli, v bistvu to pa nas ne zanima, čeprav nas je zanimalo. Stadioni so bili polni pri nas, ko je Olimpija igrala prvo ligo, mislim, bežigrajski stadion je pokal, torej vsi smo spremljali, vsi so spremljali nogomet. Po drugi strani smo gradili to zgodbo, če danes vprašamo ljudi tako na ulici, kje smo Slovenci uspešnejši, v zimskih ali letnih olimpijskih igrah, bojo rekli si, zimskih, tam smo več. Ampak mi smo prvo medaljo dobili šele 84. Torej 40 let nazaj z Juretom Frankom, medtem ko smo prvo medaljo na olimpijskih igrah dobili že 12 in do leta 84 preko 30 medalj imamo že mi na olimpijskih igrah letnih, ampak mi smo uspešnejši v zimskih, ker smo tam imeli glavno vlogo. To je torej zgodba, kjer... Mimogrede, o tem sva že, pa bova dala povezavo. Tako, torej, logično je, da smo Slovenci potem vzeli te športe, kjer smo bili bolj dominantni za naše, posledično nismo toliko dajali, včasih celo res, ne toliko za košarko, ampak predvsem za nogomet, ki je bil glavna stvar, kot smo že slišali v Jugoslaviji, ampak ker Slovenci nismo bili zraven, smo rekli, ne. Čakaj, nismo bili zraven, če zdaj malo preštejemo. V 70-ih letih sta Popivoda pa Oblak, bomo prišli do 20-ih. To je 10%. Imeli smo Slovenci uspešne nogometaše, torej omenili smo že Braneta Oblaka, konec koncev. Brane Oblak je bil izbran v najboljših 11 svetovnega prvenstva. Prva ekipa. Tako, torej tudi največ nastopov za jugoslovansko reprezentanco ima Brane Oblak, 46 krat je nastopal. Imamo še tukaj, torej Stanko Tavčar, že omenjen Mihelčič, pa Toplak Ivan, Edo Hočevar, Marko Elzner, Srečko Katanec, ki ga najbolj mogoče poznamo, ker je seveda bil dejaven v zadnjih letih. Popivoda je bil tukaj. Bila sta tudi Milanič
ne, Darko Milanič, današnji trener, in Johnny Novak, ki pa sta v bistvu bila glih na prelomu, torej, ali pa razpadu, ne, ampak sta bila v bistvu takrat v reprezentanci. Brane Oblek 74. Ne, kot smo že omenili, v elitni 11-terici svetovnega prvenstva. Pomembni. Je bil še drugi Jugoslavan, poleg njega v tej 11-terici? Ne. Ali bil on edini? Ne, No, to se pravi, je bil res odličen, ne? Vsekakor, ne, se smo imeli športnike v ekipnih vedno zelo dobre. Pa tu je treba omeniti, če v bistvu ne samo nogometaše, ampak sklopu Jugoslovanske zveze, zgodbe, tudi druge športne nogometne funkcionarje, sodnike, trenerje, ki so pomembno vplivali na jugoslovanski in kasneje to prenesli na slovenski nogomet. Branko Elzner, ne, Emin Erlich, Vladislav Jakše, Vlado Tauzes, pa Edvard Šoštarič, Aleksandar Nikič, Milovan Nikolič, Vlado Šajn, še danes dejaven v sodniški. Toplak tudi. Tako, ne, v glavnem imeli smo športnike, ki so bili pomembni v jugoslovanski nogometni zgodovini, ampak smo jih v bistvu Slovenci mi sami zaradi konec koncev tudi potem neuspehov v 90-ih letih na nek način potisnili v pozabo, pa počasi realno zdaj prihajajo na površje, ali pa prihajajo na površje v tistih trenutkih, ko naša reprezentanca uspešno sodeluje na mednarodnih tekmovanjih. No in zdaj bomo pa o naših uspehih, torej zdaj o uspehih Republike Slovenije, torej po osamosvojitvi, ne. V tem času se je slovenska reprezentanca, mislim, da so to že rekla, ne, uvrstila na 2 svetovni prvenstvi in na 2 evropski prvenstvi. Ne. Pravzaprav prej na svetovno najprej na evropsko, potem na svetovno, potem spet na svetovno in potem spet šele na evropsko. Pravzaprav v prvem desetletju na 3, potem pa smo kar nekaj časa čakali 14 let za novo uvrstitev. Torej leta 2000 smo se uvrstili na svetovno prvenstvo, ki sta ga gostili Južna Koreja in Japonska. Potem 2002 smo bili v Beneluxu na evropskem prvenstvu, vsi se spomnimo tiste nore tekme z Zvezno republiko Jugoslavijo takrat, ko smo ravno tako vodili, pa potem remizirali, ne, kot na eni drugi tekmi na letošnjem prvenstvu. Leta 2010 smo igrali, 2010 na svetovnem v Južni Afriki in potem zdaj na zadnje letos na evropskem nogometnem prvenstvu. Mislim, da smo se tudi na Japonskem vrstili skupine, če se prav spomnim, ne. Čeprav mislim, da je štetje nekjer, torej je potem letošnji prehod iz skupine prvič boljši, torej najboljši uspeh, ne. A so ti naši uspehi, ne, ali pa neuspehi, bo kdo rekel, ker smo zmeraj ostali v skupini razen letos, ne. Ali je to, kar je možno glede na potencial, kvaliteto prvenstva, ne, kvaliteto klubov, ne. Dobro, Maribor je igral v Evropski ligi kot najmočnejši, ne. V Ligi prvaka kot najmočnejšem prvenstvu, ne. Ostali so precej zadaj tukaj, ne. Torej, po vseh teh možnih parametrih, pa koliko nas je Slovencev, dobro, San Marino je manjši, ampak je pa tudi malo slabši, ne. Kako lahko zdaj nekako ovrednotimo slovenski nogomet v mednarodnem nogometu? Ni nehvaležna zadeva, ampak dobro, niti nisva športna funkcionarja, da bi to zelo vplivalo na to, kako bo zdaj denar pritekel v slovenski nogomet, ampak kakšno pa lahko rečemo. Vsekakor je tu treba pogledati širšo zgodbo nogometa v svetu, veljavo nogometa, torej pomembnost nogometa, ne. Po podatkih FIFA je na svetu registriranih kot nogometašev, profesionalnih, amaterskih, do 18 let, futsal nogometašev, ženski nogomet, ne, torej, če damo vse to v paket, da so registrirani, da so v klubih članjeni in tako naprej, 265 milijonov na svetu je registriranih nogometašev, kar je 4% svetovnega prebivalstva. Če malo kalkuliramo, ne, to so Francija, Nemčija, Ukrajina, Velika Britanija, pa mogoče še nismo prišli do te številke. Pa vsi morajo igrati, od dojenčka do 90-letnikov. Ja, ampak da so registrirani. To ne zato, da mi igramo za, to hočem reči,
4% prebivalstva je registriranih Tako, v to klubih. niso, tu zdaj ne šteje une pri čevapčičih. Ne? Točno to. Tako, Potem pa so še piknik zgodbe, zgodbe rekreativnega nogometa, ki ga, ali pa otroškega nogometa, ki se med bloki je dogajal, pa se še vedno v bistvu dogaja na igriščih. Koliko je pa zdaj v Sloveniji ta odstotek? Ja, hočem reči, ne, če imamo 4% registriranih, Na svetu. imamo verjetno vsaj 20% ljudi na svetu, ki se občasno ukvarja z nogometom. 20% na vsej populaciji. Pomeni, da govorimo o grozni, izjemni, absolutno veliki številki. Ne? In zdaj pa pridemo na podatke, ne, ki so pomembni. V Sloveniji imamo število registriranih klubov, ne, plus minus 260. Klubov imamo v Sloveniji. Hrvaško radi primerjamo in konec koncev so tudi uspešni v nogometi. Hrvati imajo 1800 klubov. No, Hrvatov je dvakrat več, Ampak približno, ne? Imajo pa pa 6-krat več, ali več kot 5-krat več. Ne? tako. Španija 30 000 klubov. Zdaj ima težje računati na Boga. Ne, Nemčija preko 30, Anglija 40 000 klubov. Ne? Mislim, govorimo o groznih številkah naših konkurentov, ne? Mislim, Anglija, ne? Igrali, torej kader, ki je zrasel iz našega bazena, kjer imamo 260, je igral izenačeno z kadrom, kjer imajo bazenu, kjer imajo 40 000 klubov. Zdaj pa 200-krat več. registrirani Igravci. ali pa registrirani člani, ne, klubov pri nas, vse, kar smo prej našteli. Številka govori okrog 70 000 pri nas, kar je v bistvu precej lepa številka in je v zadnjih 10 letih zrasla, mislim, za 20%, napram, ne, teh naših 70, napram več milijonov. Španija, Anglija, mislim, da Nemčija 6 milijonov, ne, registriranih. Ne. Zdaj si pa predstavljamo, da mi iz takega bazena potegnemo ven reprezentanco, ki se kosa potem uspešno z tega našega bazena. Iz tega lahko ven potegnemo, da smo zelo uspešni ali pa da smo zelo uspešni v nogometu in da je v bistvu izjemen uspeh biti udeleženec teh tekmovanj. Ne. Pred nekaj dnevi nazaj sem sodeloval pri snemanju enega dokumentarnega filma za RTV, kjer govorimo o kolesarstvu, zgodovini in v bistvu današnjem fenomenu kolesarstva na Slovenskem. In moj gost v oddaji je bil športni novinar, cenjeni športni novinar za Delo, Polet, Slovenske novice in tako naprej, Braco Miroslav Cvetičan. Tisti, ki se ukvarjajo s kolesarstvom, ga bojo poznali. In njegov odgovor na moje vprašanje, kako je biti navijač danes, ne, slovenskega kolesarstva, kar lahko prenesemo v nogomet, je lepo je biti navijač slovenskih športov dan danes. Mislim, resnično ne vemo, ne, iz dneva v dan lahko se selimo na športne panoge in povsod smo, lahko rečemo, navdušeni. Ne. Pred dnevi, ko so še naši igrali na Evropskem prvenstvu, ne, je zaokrožil fakt, ne, in sicer Francija, Nemčija, Rusija in Španija so edine evropske države, ki še obstajajo in so medalje osvojile na evropskih prvenstvih tako v nogometu, košarki, rokometi, odbojki za moške. Torej, Francija, Nemčija, Rusija, Španija, 4 države, ki še obstajajo. Če bi mi, ko bomo dobili medaljo na Evropskem prvenstvu, bomo mi v rangu teh držav, si predstavljamo, ne, torej govorimo o 2 milijonih napram, ne, več 10 milijonov in mi smo izjemno uspešni v športih. Če bi zdaj začela naštevati, v katerih športih smo uspešni, kje smo medalje, kje imamo prvake, take in drugačne, bi verjetno rabila nekaj ur, da bi naštela vse te naše prvake take ali pa medaliste in tako naprej. Neverjetno je, ne. Zdaj, zgodovinsko, ne, vprašanje je tule, odkje to izvira, ne. Ne bomo prišli do odgovora, ker niti ga ne bomo šli tako, ampak dejstvo je, da neki zgodovinski dogodki morajo vplivati na Slovence, da smo na nek način karakterno takšni, da smo uspešni. Eno je seveda očitno
dober način razvoja športnikov, da imamo dobro stroko, ne, to je pomembno. Vedno je pomembno, ali pa vedno je v zgodovinskem razvoju tako, da smo imeli vizionarje, ki so ključno vplivali na razvoj našega športa, takšnega in drugačnega. Govorimo o nekem množici, iz katere črpaš, ne, kader, predvsem pa v vseh teh športih. Ne. Ampak nekaj se nam je moralo dogajati ali pa zgoditi v preteklosti, da pa smo karakterno razvili en tak tekmovalen, športen, trmast odnos, da smo lahko uspešni v športu. Torej, karakter naroda je tu v bistvu ključen. Ne? Mogoče enkrat kasneje o tem, ne, zakaj, ne, kaj nas je to delalo, ampak dejstvo je, ne, da majhen narod ustvari na nek način eno samo reševanje iz nekih takšnih in drugačnih zagad s tem, da postane borben, tekmovalen, trmast, ne, da zna vztrajati in tako naprej. Ne. In to je verjetno eden ključnih zadev, da, ne, kot je rekel bratco Cvetičanin, da je lepo biti danes navijač slovenskih športnikov, ne, v tem primeru, ne, tudi nogometne reprezentance. Priložnosti za lepo biti navijač bo letos še, namreč čez nekaj tednov, čez 3 tedne približno se začnejo olimpijske igre, tam bomo spet kar nekaj svojih, rečemo jim, adutov, ne, tako da torej bo možnosti. Ne. Mimogrede o olimpijskih igrah so se tudi pogovarjali, torej si lahko pogledate povezavo na te najne pogovore. Peter, hvala lepa. Ne bova špekulirala, kdo bo zmagovalec na Evropskem prvenstvu. Upava pa, da se čez 2 leti uvrstimo na svetovno. Sploh zdaj, ko bo malo več možnosti, ker bo polje števila malo bolj odprto. Hvala lepa. Srečno.